Jaz moram priznati, da sicer svet slovenskih organizacij poznam od bliže, ampak preden sem jaz vstopila v to stvarnost, me je zelo zanimalo, katere dogodke pravzaprav organizira svet slovenskih organizacij v soorganizaciji z SKGZ-jem. Mislim, kje se lahko vidi najbližje sodelovanje z SKGZ-jem? Najbolj otipljivo sodelovanje. Jaz sem vsega začetka povedal, da vsak ima svoje ideološke misli in tako dalje in razvija strategije na tisti način. Potem, ko se tiče Slovenske narodne skupnosti, si želim eno skupno sodelovanje. Prvo. Kako si želim? Odvisno. Recimo, pred kratkim, tukaj Stefanija, ki je 2 meseca, če se motim, ki delaš 4 že. Zdaj razvijamo en urad, ga kličemo pravni urad, ma ni prav točno. To je urad, ki ga je že prejšnji predsednik želel, Drago Štoka, potem ni se razvilo, ne vem zakaj, nimam pojma. Mislim, da zdaj v teku, zdaj delamo že logotipe, ker je zelo pomembno tudi logotipi, ker mislim, da vi z nas ste zelo dobro, da delate, Mi imamo nežo, se malo lahko posodimo za grafično podobo. Ta pravni urad je tisti, ki potem bo sledil vsem vašim potrebam narodne skupnosti. Zato mi smo želeli eno urad, to se pravi, da bodo, ko bi rekel, eno ime, ki bo imelo seveda svoje filialke tudi v Gorici, v Trstu, v SSO-ju, SKGZ-ju, vse to ni važno. Važno, da vsa tista zadeva, ki je okoli Slovenske narodne skupnosti, se uredi. Ali so slovenske črke, problemi pri slovenskih črkah, ali problemi pri priimkih, ali pri kmečkih teh produktih, zato zakaj kmečki, kako bi rekel, podjetje kmečko ne spremeni ime v slovensko, ali pa ne naredi etiketo slovenščine. In vse teh zadeva, kar se tiče narodne skupnosti, to je en dokument, ki ga bomo predstavili pred kratkim, od tega urada. Potem so še seveda druge stvari, ki zdaj jih tukaj od brošure, bo ena skupna brošura, do sedaj ni bila nikoli. Kako? Proslave, jih je polno, kar se tiče Prešernove proslave, delamo že skupaj, že leta. Ne vem še kaj, v vseh odmorih sedimo skupaj. Dela ne manjka. Dosti je bilo danes besed o financiranju, o denarju, mogoče preveč, ampak da ste razumeli, da je kultura odvisna v nedoločeni meri od politike oziroma od tega, da se hrani, da je mogoče imeti prostore, da je mogoče razvijati projekte. Ampak na začetku za vsem tem stojijo osebe, ki imajo poslanstvo, ki čutijo slovenstvo kot vrednoto, ki si želijo svoj prosti čas investirati v to, ker v to verjamejo. Walter, oseba je tisti element, brez katere vse financiranje pa nima pomena, ne? Sveda. Ponavljam še enkrat, je res, da politika pomaga v tej zadevi, vendar brez civilne družbe ne gre naprej. Zato jaz mislim, da civilna družba pa ste vi, ker ste vi bodočnost in nismo ne jaz, ki ormaj počasi, ne. Tudi jaz ne več, no vi bomo spremljali strani. Mi samo spremljamo in si želim seveda tudi za starejših oseb, da recimo, da ne prije do tistih kritik, ki jih večkrat jih vidimo, še posebno uradno tudi, pismeno po časopisih. Tako, torej uporabil si besede, ki smo si jih naučili na tem tečaju, strategija, vizija, projekt, s temi smo se bolj domačili v teh dneh. Tudi komunikacija je važna, no, če govorimo o komunikaciji in s tem mislim na medije, pisane medije, tiskane in pa sicer, postal si član upravnega odbora programskega sveta RTV Slovenija. Ja, to sem pozabil povedati, edini, kako se reče, že tam je Breženca? No, prisotno, se pravi, ti dobiš en bon za vsako prisotnost. Edini vir dohodka je 30 evrov na vsakeč, ko se pelješ v Ljubljano. Na sejo in plus kilometrina, to je. Koliko se stankujete? Če vsak dan je 30 evrov? Trenutno je bil samo ena seja. No, nas je 30, se pravi 30 kavic lahko častiš.